To se je, ta sprememba na lestvici vrednot se je odrazila na druge načine in evropska politika ali evropske politike so to pač naslavljale z različnimi odgovori. Z razpravami, ki so rezultirale v Lizbonsko strategijo za razvoj Evropske unije. Tam na prelomu tisočletja je bil dan nek prvi tak strateški odgovor. Politični odgovor pa je bil najden na zadnjih kongresih Evropske ljudske stranke. In ta politični odgovor se glasi socialno-tržno gospodarstvo. Danes je odgovor na to spremenjeno okolje, na združeno Evropo, na te nove izzive, socialno-tržno gospodarstvo, se pravi odgovor, ki ni utopičen, odgovor, ki je realen, odgovor, ki naslavlja potrebo po socialni pravičnosti, vendar se zaveda, da je samo zdrava gospodarska rast omogoča blagostanje, blaginjo, omogoča realno vrednost, ki je možno potem pravično deliti. Če tega ni, potem seveda tudi socialna pravičnost ni nekaj realnega, je zgolj propaganda, floskula, ki se konča v tem, da je na koncu 90% ljudi dejansko enakih v revščini, 10% ljudi, to pač vlada in širi to ideologijo svojih palač, ker seveda ni kakšne revščine. Zdaj ni seveda časa, da bi zahajali v glavna filozofska izhodišča. Zdaj, to dejstvo je omenjeno tukaj zaradi tega, ker imamo danes med nami gospoda Wilfrida Martinsa, predsednika Evropske ljudske stranke, najmočnejše evropske politične grupacije v vsem tem času tranzicije od pravzaprav padca Berlinskega zidu. Naprej človeka, ki je, kot boste videli, če ste prebrali njegovo knjigo, ki bo kasneje predstavljena, bistveno prispeval k temu, da je evropska politika in Evropska unija, njen znani odraz te večinske evropske politike, našla prave odgovore na te izzive tranzicije. To lahko v 20 letih ne rečemo, da seveda ni nobene nevarnosti, da bi se potrdila teza, da se je Berlinski zid v smislu vrednot podaril na obe strani, so razlagali in pač vedno razlagali nekateri v Sloveniji, in da je vprašanje, kdo je dejansko takrat zmagal. Danes je popolnoma jasno, da se je pač ta zid podaril na tisto stran, kamor so ljudje hoteli, ne povratno, in da, ko gre za vprašanje vrednot, tisti, ki so imeli v rokah odgovornost, da naslavljajo ta izziv, ki ga je predstavljala ta sprememba vrednot ali vrednostne lestvice, ni vodil v korake nazaj, ampak v korake naprej. In sedaj Evropska ljudska stranka, gospod Martins posebno, je prispevala daleč največji del teh odgovorov na vse te izzive, ki niso bili lahki. Tako da imamo danes po 20 letih tukaj Evropsko unijo, razširjeno Evropsko unijo, ki vključuje tudi večino držav, ki so bile pred 20 leti na drugi strani železne zavese. Evropsko unijo z svojimi vrednotami, ki je nek okvir, in imamo tukaj socialno-tržno gospodarstvo kot vsebino tega okvira, ki omogoča, da so te dileme, ki so dejansko nastale tudi v padcu Berlinskega zidu, z odgovori, ki so bili najdeni, stvari ne vodijo nazaj, ampak naprej. No in seveda, zaradi tega, ker je Evropska ljudska stranka v vsem tem času našla prave odgovore na te izzive, tudi slučajno, da je po zadnjih volitev Evropski parlament unija letos daleč najmočnejša. Je danes to politična sila, ki ne samo, da vodi večino držav,
v Evropski uniji, ampak da ima najmočnejšo skupino v Evropskem parlamentu, ampak ima tudi predsednika Evropskega parlamenta, predsednika Evropske komisije, novi komisiji po 12 komisarjev iz Evropske ljudske stranke, pred kratkim je bil izvoljen oziroma imenovan predsednik Evropske unije, prvič po Lizbonski pogodbi iz te grupacije, in s tem so se stvari po 20 letih na nek način zaokrožile. Tista politika, ki je pravzaprav z ustrajanjem na vrednotah, z ustrajanjem na temeljnih človeških vrednotah, ki so seboj postavili tudi evropske vrednote, preko različnih političnih potez, v katerih govora v nadaljevanju, omogočila razmere, v katerih se je podaril Berlinski zid, v katerih je prišlo te spremembe brez prelivanja krvi. Tista politika je z pravilnim nadgrajevanjem teh vrednot, teh podlag po 20 letih tudi na nek način zaokrožila to svoje delo. Tukaj so nekatere izjeme, so nekateri problemi, ki na nek način štrlijo ven iz te scheme. Žal je slovenski, romunski, pa morda še kakšen drug primer, tukaj neka specifika, vendar več o tem v nadaljevanju. Torej, naj zaključim s tem, da še krat izrazim zadovoljstvo, da imamo danes med nami redko priložnost, ko je gospod Wilfried Martens med nami, človek, ki je pomembno gradil tako okvir kot vsebino tega, kar je danes tudi na Evropi. Hvala lepa.